Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o kurativnem in preventivnem načinu spreminjanja lastnih miselnih vzorcev. Večina ljudi začne raziskovati svoje življenje, dogodke, ki so se jim zgodili, šele ko doživijo kakšno močnejšo traumatično izkušnjo. Tudi pri meni je bilo seveda tako, šele nekje pri 25 letih starosti sem zaradi močnih konfliktov v medsebojnih odnosih začel raziskovati človeško psihologijo in potem tudi preobražati samega sebe. Iz vidika koristnosti in učinkovitosti je veliko bolj praktično, če bi začeli z spreminjanjem samega sebe, še preden doživimo kakšne močne, boleče težave. Lahko torej čakamo, da nam zunanji dejavniki, dogodki v odnosih z ljudmi ali kakšne nesreče, bolezni, poškodbe pokažejo, da naše življenje ni ravno harmonično, da bi ga lahko močno izboljšali. Lahko pa smo že sami proaktivni, da preventivno delamo na sebi in preprečimo take boleče posledice. Jaz nekje že 8 let delam preobrazbo lastnih miselnih vzorcev po metodi, ki jo je razvila skupina Destiny. In to metodo se vsak lahko nauči preko spletnih tečajev Destiny iProcess oziroma brezplačnega uvodnega spletnega tečaja DIP Lite. Povezavo do tega tečaja lahko najdete v opisu tega videoposnetka. In preobrazbo vzorcev izvajamo preko snemanja videodnevnikov, tako kot to sedaj počnem. Še bolj poglobljeno pa je to možno izvajati preko pisanja dnevnika. Idealno je, da se piše spletni dnevnik, še bolje je, če je ta spletni dnevnik javen, tako da imajo tudi drugi bralci koristi od pisanja vsakega posameznika in da se lahko učimo drug od drugega. Ta proces preobrazbe se začne na ta način, da najprej začnemo analizirati najbolj boleče, drastične dogodke v naši bližnji preteklosti, da začnemo ozaveščati vzroke za najbolj močne čustvene reakcije v odnosih z drugimi. Potem pa skozi leta gremo vse bolj v globino našega podzavestnega in nezavednega dela uma. Še vedno tudi jaz pa sem opazil, da se tega orodja poslužujem šele takrat, ko želim zanalizirati nek konflikten odnos, v katerega sem zapadel pred kratkim.
Nedavno smo imeli v naši skupini pogovor, kako bi bilo še boljše, če bi take konflikte sploh preprečili. Ljudje imamo seveda kup vsakodnevnih aktivnosti, ki nam vzamejo pozornost in si zelo stežka vzamemo čas, da bi pogledali v sebe, da naredimo introspekcijo, da vidimo, kaj smo sploh dejansko počeli, kako je naš odnos vplival ne samo na druge ljudi, ampak na vsa živa bitja v tem stvarstvu, na tem svetu. Učinki naših aktivnosti se akumulirajo kot človeštvo, ustvarjamo močne posledice, ki se potem kažejo šele čez dolgo časa v velikem vidnem obsegu. Recimo vidimo trenutno, kako so oceani polni plastike. In to so trenutno manifestirane posledice naših preteklih odločitev, ki se jih do zdaj nismo zavedali. Odprava teh posledic bo sedaj dolgotrajna, težavna, draga in lahko pomislimo, kako bi lahko v preteklosti spremenili naše navade, naše ravnanje, da do tega sploh ne bi prišlo. In vsak posameznik ima sedaj možnost pogledati vase, proučiti vsako svojo misel, vsako svojo odločitev, vsako dejanje in se vprašati, kakšne bodo posledice, ki se bodo pokazale čez nekaj časa, če bomo s takim načinom obnašanja nadaljevali. Ni torej potrebno, da nam zunanje fizično izražene posledice pokažejo, kaj smo kot oseba, kakšno imamo raven zavedanja, kako smo odgovorni v prvi vrsti do svojega lastnega fizičnega telesa, kakšne recimo vedenjske, prehranske navade imamo, kako lahko svoje fizično zdravje izboljšamo, potem kako lahko izboljšamo odnose z svojimi bližnjimi, svojimi sodelavci in pa kako lahko znotraj svojega profesionalnega življenja izbiramo drugačne odločitve, da nas ne bo vodila želja zgolj po ustvarjanju dobička, po denarju, ne glede na posledice, temveč da si vzamemo za vodilo raje bolj trajnostne principe. Princip tistega, kar je najboljše za vse. Da nas v prvi vrsti usmerja želja po ustvarjanju sveta, kjer bomo vsa živa bitja živeli lahko v miru, izobilju, harmoniji, v medsebojnem podpiranju. Pozivam tako v prvi vrsti sebe, kot tudi druge, ki to poslušate, da si vzamemo čim več časa na dan, zato da preventivno analiziramo svoje miselne vzorce in jih preobražamo, torej da jih usklajujemo z tem principom, ki sem ga opisal. Da se reprogramiramo
in da naše aktivnosti postanejo take, da bodo v prihodnosti ustvarile veliko lepši in boljši svet za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.